Pozdravljeni. Zakaj Charles Leclerc ni začel dirke v Monaku? Vprašanje, ki se pojavlja v mislih marsikaterega navdušenca. Poglejmo, kaj pravijo viri in do kakih zaključkov lahko pridemo iz tistega, kar nam je na voljo. Mnogi izmed nas, navdušencev Formule 1, se sprašujemo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Monaka pri skuderiji Ferrari. Namreč pričakovali smo, da bo Charles Leclerc začel dirko na prvem startnem mestu, oziroma kako mesto zadaj, ukolikor bi dobil kazni zaradi menjave določenih komponent. A videli smo v resnici najslabši možni scenarij. Prisiljen je bil zapustiti dirko, ker med tistim formacijskim krogom so zaznali neko kritično napako, neko kritično okvaro. Uvod za ta prispevek je zapis, ki sem ga prebral na blogu Leo Torinija, znanega komentatorja Formule 1 in gorečega privrženca skuderije Ferrari. Leo je zapisal, da tudi sam ne bi zamenjal menjalnika, ukolikor bi obstajala najmanjša možnost, da bi lahko Charles Leclerc dirko začel s prvega mesta. Govori o menjavi menjalnika. Čeprav smo slišali iz ust Matije Binota, da je bil vzrok napake pri Charlesu Leclercu na levi polosi. In po njegovem mnenju lahko tudi ni bil vezan na tisti trk na tretjem delu kvalifikacij. A k temu se bomo še vrnili. Mentaliteta, ki jo je pokazal Leo Torini, me je spomnila na tisto anekdoto iz sezone 1989. Pri Ferrariju so imeli takrat revolucionarni bolid. Tisti znani 640, prvi bolid Formule 1 s polavtomatskim menjalnikom in seveda tistimi vzvodi za volanom. A še popolnoma nezanesljiv bolid Formule 1. Cesare Fiorio je takrat imel idejo, da bi natočili samo polovico potrebne količine goriva, kajti tako ali drugače so bili prepričani, da dirke ne bodo končali. In tako v tistem prvem delu dirke bi blestel, bil bi najbolj hiter in to bi sledila pričakovana tehnična okvara. A na srečo ga niso poslušali. Namreč natočili so vse gorivo, ki je bilo potrebno, in na začudenje vseh je Nigel Mansell prevozil vse kroge in dirko zmagal. A seveda Leo Torini sledi tisti mentaliteti, ki jo je kazal Cesare Fiorio kot eden izmed najbolj zvitih direktorjev v svetu motošporta. Znane so njegove domislice iz sveta rallyjev. A nas bolj zanima, kaj se je pravzaprav dogajalo celoten vikend na bolidu številka 16. Namreč videli smo, da je imel Charles Leclerc težave tudi na prvem prostem treningu. In tam se je govorilo, da četrta prestava je bila tista, ki je povzročala določene težave. Zdaj se govori o polosovini na levi strani. Marsikdo izmed vas je namreč opazil, da trk Ferrarija SF21 je bil z desno stranjo ob zaščitno ograjo in ne z levo. A kljub vsemu se je lahko v tistem trku poškodovala leva polos. A najprej, preden se bomo spustili na špekulacije, bomo pogledali, zakaj je sploh prišlo do tiste nesreče v kvalifikacijah. Namreč, kolikor pogledamo tisti prvi poizkus, bomo kaj hitro ugotovili, da res je bil Charles Leclerc najhitrejši. A sedaj, če pogledamo malce telemetrijo in bomo skušali razumeti, kje je bil Charles Leclerc hitrejši tako od Verstappena kot od Bottasa, bomo ugotovili, da predvsem v drugem in v tretjem sektorju. V prvem sektorju še zdaleč ne. Na grafu to težko vidimo,
Ukolikor pogledamo tiste rekordne čase v vsakem sektorju, nam bo takoj jasno. V drugem in tretjem delu proge je bil Charles tisti, ki je bil najhitrejši. In sedaj se bomo vprašali, je zasluga to samo bolida ali tudi Charlesa samega. In da bomo to razumeli, je treba zopet pogledati tisto, kar smo že opazovali na drugem prostem treningu. Položaj stopalke za plin in seveda menjalnik. Takoj nam je jasno, v drugem in tretjem sektorju je bil Charles Leclerc tisti, ki je Ferrariju dal dodano vrednost. Poglejte položaj stopalke za plin in jasno je, da ni menjal tako kot ostala dva, Verstappen in Bottas. Torej, napaka, ki se mu je zgodila v tistem predelu bazenov, je bilo čisto pričakovana, kajti vozil je na polno še čez tisto mejo, recimo temu dovoljenega. Zgodi se, kajti prisiljen je bil iti izjemno blizu zaščitnih ograj. Sedaj se moramo vprašati, kaj se je pravzaprav zgodilo, kako poškodovan je bil njegov Ferrari. Namreč najprej je poškodoval prednje desno kolo, zlomil obeso, izgubil je praktično vso možnost, da bi obrnil Ferrari, nato je preskočil robnik na levi strani v šikani ter trčil z desno stranjo v zaščitno ograjo. In prav na tistem skoku čez robnik na sredini šikane je prva možnost, kjer bi lahko poškodoval polosovino. Poglejmo si malce posnetek, kako grobo je šel čez tisti robnik. Treba je poudariti, da je bil tu le potnik v bolidu, ni imel možnosti, da bi ga premaknil levo, ne desno. Jasno je, da je zadnje levo kolo dobilo močan udarec na zvišanem robniku. In seveda, druga možnost, kjer se je lahko poškodovala polosovina, je v samem transportu nazaj do boksa. Bolid so naložili na vlečno vozilo, kot vidite na fotografiji, in podložili so zadnji dve kolesi. S to pripombo, da tisto zadnje desno kolo je bilo bolj slabo pritrjeno na samo šasijo. Zato je večina teže bila razporejena na drugo polovico. In seveda bolidi Formule 1 so preračunani tako, da prenesejo sile samo iz točno določene smeri pod točno določenimi pogoji. Morda je marsikdo izmed vas že zapazil, da ukolikor bolid gre vzvratno čez robnike, obese dobesedno razpadejo. In možno je, da je tudi tu prišlo do take poškodbe. Sicer ne vem, nimam podatkov, to so moja osebna predvidevanja. Toliko, da bomo razumeli, kje je lahko prišlo do okvare. In seveda, razumeli smo, da Charles Leclerc je bil prisiljen voziti tako divje in da tisto srečanje z zaščitno ograjo ni nič presenetljivega. Videli smo tudi lahko, da je tista okvara na polosovini posledica tistega trka, čeprav na prvi pogled lahko tudi ni kazalo na to. Sedaj se moramo vprašati, zakaj napake niso odpravili. Namreč mnogi navdušenci ne razumejo, kaj pomeni režim Parc Fermé. V režimu Parc Fermé se lahko zamenja totalno celoten bolid. Le istih specifikacij morajo biti deli kot oni, ki so bili vgrajeni na samih kvalifikacijah. Torej, dele se lahko zamenja pod strogim nadzorom in ti ne smejo biti drugačni od onih, ki so bili zamenjani. Posebej pri polosovini to ne predstavlja težave, kajti gre za element, ki mora biti v celoti funkcionalen, če ne drugega, tudi zaradi varnosti. In poglejmo, kaj so vse zamenjali na bolidu Charlesa Leclerca. Kot vidite, FIA objavi tudi te menjave. In vidimo lepo, da so zamenjali na desni strani prednjo in zadnjo obeso.
zavore in poleg ostalega tudi zadnji aerodinamični stabilizator, komplet. In tu se bomo začeli spraševati, kaj se je pravzaprav zgodilo. Fotografije, ki sem vam jih pokazal prej, namreč kažejo, da s prostim očesom ni vidno, da bi bil zadnji stabilizator poškodovan. A očitno je bil, kajti drugače ga ne bi menjali. In nosilci tega stabilizatorja so točno nad diferencialom, kjer se stikata menjalnik in polosovina. Torej v tistem območju je prišlo do neke vrste poškodb, vsaj tako lahko sklepam. In sedaj se bo marsikdo izmed vas vprašal, zakaj niso zamenjali polosovine oziroma pregledali območja. Po mojem so območje tistega trka skrbno pregledali in niso izpustili nič. Ampak, ukolikor je bila poškodba tam pri diferencialu in stiku s polosovino, bi bili prisiljeni pri Ferrariju menjati menjalnik. Ukolikor bi zamenjali menjalnik, bi sledilo 5 kazenskih mest. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj do tega ni prišlo, in vrnili se bomo verjetno na začetek tega prispevka. A treba je poudariti nekaj. Dejstvo, da se je napaka pojavila v tistem formacijskem krogu, nam pove, da bolid ni bil nezanesljiv, še manj pa varen. Kajti na formacijskem krogu so hitrosti izjemno nizke. Še nižje od tistih, ki jih vidimo na primer v ogrevalnem krogu. Vsakomur izmed nas je sedaj jasno, da sta možni racionalno le 2 poti. Da so napako spregledali, ampak ukolikor so opravili menjave v bližini poškodovanega dela, lahko smatramo, da so tudi tisto polosovino pregledali. Kajti dvomim, da v svetu Formule 1 najdemo začetnika, ki mu ni jasno, kaj vse je lahko šlo narobe. In nič ne bi bilo proti pravilom, kolikor bi, na primer, poškodovano polosovino zamenjali. A seveda, sedaj se vračamo k Leu Turiniju in vprašajmo se lahko, ali je nekdo namerno se odločil, da ne bo zamenjal poškodovanega menjalnika. Seveda, možnost obstaja, a to pomeni, če ne drugega, igranje z zdravjem oziroma varnostjo lastnega voznika. In to je nekaj, kar ne sodi v sodobno Formulo 1 in nikoli ni sodilo niti v Formulo 1 preteklosti, ko so bile zadeve še bistveno bolj nevarne. A seveda obstaja še tisto glavno vprašanje, zakaj bi se kdo tako odločil. Je vodstvo skuderije Ferrari dobesedno talec novinarjev in navijačev? Namreč razumljivo je, da mnogi so si želeli videti Charlesa Leclerca na tistem prvem štartnem mestu. In možno je, da nekdo si ni upal sprejeti tiste prave odločitve. In prava odločitev tu v Monaku, ukolikor držijo te moje špekulacije, je bila edino menjava in seveda kazenska mesta. Podobno kot na veliki nagradi Brazilije leta 1989, ko je bila prava odločitev začeti dirko s polnim rezervoarjem in upati na najboljše. A seveda, strinjam se, v ponedeljek in od doma je izjemno enostavno biti pameten. A vseeno, mi, navdušenci, imamo tudi pravico o tem razglabljati in skušati razumeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. A okrog te zanimive epizode bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.